Simona Drev je živahna ženska v najlepših letih, saj kot pravi, vsaka leta so najlepša leta. Njena zgodba sega 37 let. To pomeni, od rojstva sem gluha. Pri mojih 3 letih so starši ugotovili, da se ne odzivam, kot bi se morala. Bila sem res zelo hiperaktivni otrok in zato niso posumili, da je karkoli narobe z mojim sluhom. Ugotovili so pa na osnovi tega, ker moj govor je zaostajal. Nisem sploh razvijala verbalno komunikacijo. In so me poslali, napotili v Ljubljano na preglede in so ugotovili, da sem popolnoma gluha. Oziroma imela sem 98% izgube sluha. To pomeni 2% sluha sem imela. V rani mladosti zaradi gluhote pravzaprav ni imela nobenih težav, saj ne tako velikih, da bi se jih njeni starši ali ona spomnili. S tem, da od takrat sem pri 3 letih prejela prvič slušni aparat. Tiste variante kot Walkman. V ušesni, kaseta. In kolikor so mi pripovedovali starši, ko sem hodila v vrtec, so rekli, da sem bila izredno začetnička do tega aparata. Pretepala sem se do vsakim, ki je hotel poskusiti ta moj aparat. Ko je kdorkoli taknil ta moj aparat. Sem bila izredno začetnička. Nato se je v osnovni šoli začela zavedati, da se okolica do nje drugače obnaša. Grobost in neutesanost sta bili precejšnji. Je pa res, da v osnovni šoli se spominjam bolj tistih kasnejših dogodkov, ko sem bila, ne vem, 5. razredu, 6., 7., da so bile kakšne punce tudi nasilne do mene. Tudi kakšnega veliko posmeha je bilo. Ampak takrat nisem toliko dojemala, da sem nekaj posebnega, da sem drugačna, ker sem imela veliko prijateljic okrog sebe. To pomanjkanje se čutila šele v času pubertete, ko sem bila stara 13 let, 14 let. Ko sem videla, da so prijatelji se dobivajo s fanti, te ljubezenske zgodbice. In jaz sem pa zelo sramežljiva in nisem znala pristopiti do nobenega. Simona Drev si po končani gimnaziji niti v sanjah ni mislila, da se bo nekoč ukvarjala s turizmom in s svojim partnerjem Erikom vodila hostel v središču Tolmina. Študirala je mikrobiologijo, za katero pravi, da je bila zanjo izredno težka. To so bili zelo stresni časi, tako da je izgubila še preostanek sluha. Aparata nisem mogla več nositi in takrat sem se še bolj zaprla v svet tišine. Ker sem bila bolj navajena slišeče družbe in ker sem bila primorana biti brez aparata, sem se družila z gluhimi. In v tem enem letu, ko sem bila brez aparata, sem opazila, da se malo zapiram vase, da mi svet gluhih ne zadostuje za moje potrebe, za mojo rast, za osebnostno rast, ker to je drugačna kultura, drugačna mentaliteta. Učila sem se jezika njihovega, ampak kljub temu jaz sem pogrešala slišeči svet. Po dolgem razmisleku se je v času študija odločila za polžev usadek. Sprva je bila namreč precej nezaupljiva do operacije in njenih možnih posledic. Leta 2009 je po končanem študiju začela iskati službo v svoji stroki, vendar je ugotovila, da je znanje angleščine njena velika pomanjkljivost. Čez 4 leta je spoznala zdajšnjega partnerja Erika, s katerim imata zdaj hostel v Tolminu. Vendar nesreča ne počiva in pred 2 letoma je zbolela za rakom na dojki. Ko smo začeli z barom in hostlom, nisem si predstavljala, da to bo res velik zalogaj. Je res mogoče mnogo let, več let, sem sebe preveč porivala naprej. Se predajala preveč stresnim situacijam, ker jih nisem znala omiliti. In sem potem pa v času poslovanja leta 2018 bolela za rakom dojke. Popolnoma nepričakovana novica. Diagnoza, ki me je zaustavila. Vendar samo za nekaj časa. Spet se je odločila postaviti na noge.
Po mnogih operacijah, kemoterapijah in zdravljenju je odločena početi to, kar jo trenutno veseli, tako kot njenega partnerja Erika, razvajati sebe in turiste. Mi pa imamo dejansko gosta tukaj, da se mu lahko posvetimo, da lahko naredimo kakšno dodatno ponudbo, naj si bodi mogoče kakšno raftanje ali pa paragliding v tandemu in take stvari, mogoče tudi kaj na ribičijo, tako da mi imamo potem več časa, da lahko mi se posvetimo gostu in mu predstavimo malo boljše to dolino. Simona Drev je tudi športna rekreativka in velika navdušenka igre odbojka na mivki. Igra z njo ali proti njej bi bila poseben izziv. Vendar, kot pravi ona, že druženje z ljudmi ima poseben čar in ji daje voljo do življenja.